danes pogovora o energiji, ki izhaja iz zemljine notranjosti, geotermalna energija. O tem nam bo govorila strokovnjakinja, docentka dr. Nina Arman. Naj vam kratko predstavim. Je znanstvena sodelavka in namestnica vodje oddelka za podzemne vode, hidrogeologijo na Geološkem zavodu Slovenije. Leta 2006 je kot odlična študentka diplomirana na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo z diplomsko nalogo hidrogeologija in vodna bilanca planine pri jezeru. Leta 2007 je po krajšem študiju na Geotermalnem inštitutu Univerze v Aucklandu na Novi Zelandiji pridobila certifikat o tehnologiji rabe geotermalne energije. Leta 2013 je doktorirala na Naravoslovno-tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani iz matematičnega modeliranja izkoriščanja termalne vode v severovzhodni Sloveniji. Njeno delo obsega ocenjevanje geotermalnega potenciala, raziskave čezmejnih vodonosnikov ter opazovanje količinskih in kakovostnih sprememb vodonosnikov skozi čas in ob različnih načinih rabe. Poleg tega raziskuje izvor, zadrževalni čas in dinamiko regionalnega toka mineralnih in termalnih voda ter sintezo vseh ugotovitev zagotavlja strokovno podporo ministrstvom pri ugotavljanju vodnih virov in rabe geotermalne energije. Njena bibliografija obsega preko 1000 enot v sistemu COBISS. Samostojno ali skupaj so avtori je objavila strokovna poročila, strokovne članke, knjižne izdaje, znanstvene članke v domači in tuji literaturi, delavnice za učence, dijake in strokovnjake, radijske in televizijske oddaje. Dr. Armanova je dobitnica priznanja poimenovanega po prvem slovenskem geologu Marku Vincencu Lipoldu, ki ga podeljuje Geološki zavod Slovenije. Toliko, zdaj pa kar prosim, da navajate. Hvala za tak lep napovednik. Hvala vsem, ki ste prišli, me veseli, da nisem sama. Tako da upam, da vam bo zanimivo predavanje. Na začetku bi vas pa čisto tako vprašala, kaj si vi predstavljate pod geotermalno energijo? Mogoče poznate kakšno lokacijo, kjer geotermalno energijo uporabljajo? V Sloveniji, recimo, za začetek. Ja, Terme Toplice, ne? To je tak klasična raba in klasična predstava. Upam, da vam bom danes povedala tudi, oziroma predstavila par drugih načinov rabe geotermalne energije in je to v bistvu neka iztočnica za naprej. Zdaj, na nek način sem težko pripravila predstavitev, ker nisem čist vedela, kdo je ciljna publika. Tako da predlagam, da če imate vmes kakšno vprašanje, ima tudi že kar vmes ustavite. Ne bo 2 uri, bo znosna količina slajdov in besedila, tako da mislim, da se lahko tudi vmes kar kje ostalo, če kakšno konkretno vprašanje. Na začetku se pa zahvalim tudi dvema izmed kolegov, ki sta tukaj. Simona Andrinek bo danes moja desna roka, bo pomagala mačkam pri taki praktični predstavitvi, oziroma da si boste lažje predstavljali, kako se tok toplote prenaša po površju, in pa Dušan Rajver, ki je pa zagotovil večino številk, ki jim bo danes predstavljal. On dela pa našo bilanco rabe geotermalne energije v Sloveniji, tako da tudi brez tega praktično ne bi bilo tudi predavanje. Torej, če začnemo čisto z osnovami, zakaj je to pomembno? Tradicionalno, termalna voda je bila pomembna za zdravilišča, za kopališča. Tudi pri nas se je uporabljala že v zgodovini, že iz časov Rimljanov in še vseh prej so kakšne arheološke najdbe okoli termalnih izvirov, ampak danes Evropa vodi politiko zelenega prehoda, ničelnih emisij in vseh teh pomembnih besed. In geotermalna energija je eden izmed virov, ki lahko pomaga pri tem. Nikakor ne bo rešila ne sveta, ne Evrope, ne Slovenije, ima pa določene prednosti, da saj na nekaterih območjih
oziroma za nekatere potrebe pa lahko zelo pomembno in z opaznimi številkami pomaga k doseganju tega. V bistvu jaz bi opozorila predvsem na eno številko, čist na novejši akt o ničelnih emisijah v industriji opozarja, da se bo sicer do leta 2050, kar je še relativno daleč, do 6-krat povečala raba toplotnih črpalk in geotermalne energije. To je veliko. Čeprav imamo že zdaj kar veliko tega, tudi Slovenci smo v tem zelo dobri, to pomeni veliko in seveda ne potegne za sabo samo doseganja ciljev z vidika energetske rabe, ampak lahko vpliva tudi na določena okoljska vprašanja in pa nasploh upravljanje s podpovršjem. Tudi recimo občine morajo imeti pripravljene neke lokalne energetske načrte oziroma zdaj so tudi podnebni načrti in tiste, ki imajo že rabo termalne vode, sploh so načeloma že razmišljale v to smer, tiste, ki ne, so se mogoče že dotaknile plitve geotermalne energije, nekatere se pa s tem še niso ukvarjali. Tako da tole recimo lahko služi kot iztočnica, da mogoče se pa povsod splača tudi to možnost preveriti. Zastavljeno je nekje tako, pač začnemo z osnovami, z definicijami, ki tudi niso vedno enoznačne, pogledamo rabo, pogledamo potencial, predvsem Slovenija, zdaj svetom se nisem tako ukvarjala, ker se mi zdi, da bo Slovenija bolj zanimiva, in pa par novih idej, oziroma kaj se lahko, kaj upamo, da se bo tudi v Sloveniji tehnološko v bistvu začelo razvijati. Podpovršje, podzemlje oziroma kakor temu rečemo, tudi mi sami imamo s tem težave, kaj bi bil pravilen izraz. Ljudje še ne razmišljamo v 3D prostoru pod kototal, bom tako rekla, ne? Ko gremo v hribe, si predstavljamo 3D, ko pa moramo iti pod kototal, je pa to bistveno težje. Zato sem tudi danes prinesla model, da si mogoče predstavljate, kako so lahko heterogene plasti. Predvsem pa je tukaj pomembno, da včasih tudi večino zakonodaje oziroma upravljanja z raznimi naravnimi viri, kot je podzemna voda, kot so nafta in plin in premogovnik in tako naprej, je omejena niti ne na neko telo, običajno celo na plast. Rečemo, od te globine do te globine je podzemna voda ali pa je rudnik. Ampak kar lahko, ker imamo že take tehnologije, izkoristimo, je, da ne govorimo več od do, ampak pogledamo prostor v 3D prostoru, pogledamo različne globine, prva plast, druga plast, tretja, zakaj je uporabna in mogoče z neko kombinacijo tehnologij znamo to povezati. Da ne škodujemo en drugim, ampak mogoče celo tako boljše in bolj učinkovito izkoristimo podpovršje. Tukaj je naštetih par idej, zakaj se lahko uporabljajo različne geološke plasti. Zdaj termalne vode oziroma geotermalna energija se nahaja povsod, po celotni skladovnici, do središča Zemlje in na drugo stran. Stvar je samo tehnologija, ne? Koliko imamo znanja, sredstev, da lahko to energijo pridobimo ven. Torej, mi kot Geološki zavod Slovenije oziroma geologi, hidrogeologi in geotermalni strokovnjaki se ukvarjamo z naravoslovnimi dejavniki, torej predvsem kakšna zgradba je nekje ali oziroma koliko geotermalne energije vsebuje in bi jo lahko pridobili. In pa potem probamo to križati z raznimi energetiki, rudarji, strojniki, ki nam probajo najti primerno tehnologijo, da potem to geotermalno energijo izkoristimo. Sigurno, ker sledite dogajanju po Sloveniji in povsod drugje, zelo pomemben je širši kontekst. Geotermalna energija je zelo čista energija, ki pa lahko vedno ni 100% čista, tako kot nič ni 100%. Zato je ta socialni oziroma socioekonomski dejavniki so tudi zelo pomembni. Ali je nekaj sprejemljivo? In pod kakšnimi pogoji so mogoče določene vrtanja, črpanja, izpusti termalne vode sprejemljivi in pod kakšnimi ne. Tako da se vse bolj pri razvoju projektov ukvarjamo tudi s tem, ne samo pač kaj kakšna plast, ampak kaj to pomeni, kot sem rekla, za kombinacijo virov
in pa tudi seveda za lokalno prebivalstvo oziroma za okolje, da je razvoj še spremljiv. Geotermalna energija, kot sama definicija pove, energija je pač energija in v tem primeru je to toplota, ki izvira iz same Zemlje. Vrhnjih nekaj metrov do nekaj 10 metrov se še segreje pod vplivom sonca, to poznate tudi na vrtu. Ko pa gremo globje, je pa v bistvu vsa energija, ki nam je na voljo, posledica različnih geoloških procesov. V največji meri je to še energija, ki nastane z radioaktivnim razpadom elementov. Bomo o tem pol še nekaj več povedali. Pomembno je pa pač, da je tam, da je stalna in če nič ne naredimo, tam ostane. Načeloma je to časovno gledano zelo konstantna energija in seveda je lokalna, ne moramo je prenesti drugam. To ni elektrika, ki daš kržice postaviš in jo prenaša, ampak tam, kjer jo imamo, tam jo je v bistvu najbolj učinkovito izkoristiti, kolikor je v obliki toplote, če pa jo pretvorimo v elektriko, seveda jo pa lahko damo v grid. Ena preprosta skica označuje različne globine in pa tudi temperature. V medijih, v pogovorih zasledite dva termina, plitva in globoka geotermalna energija. In to si vsak malo po svoje predstavlja, pa ne samo pri nas ali pa med strokami, tudi v svetu, ni definicije. Ta številka pomeni to pa to. Načeloma je tako, da o plitvi geotermiji običajno govorimo nekje ko vrtamo oziroma ko imamo uporabo podpovršja do tam, kjer še ne moramo pridobiti termalne vode. Pri nas je to nekje 300-400 metrov, večina sistemov je plitvejših. Potem pa že pridemo v področje termalne vode, če je še bolj vroče, mogoče dobimo pa celo paro. In gor imate 3 impresije. O geotermalni energiji, torej tradicionalno se mora nekaj kaditi. V Sloveniji pač te sreče, razen ko je res mrzlo, nimamo. Na raznih vulkanskih območjih izhaja naravno tudi para, pri nas pač imamo samo termalne izvire, ki pa tudi nekateri dosegajo 36 stopinj, tako da pozimi se konkretno kadi. Jih pa lahko recimo s termokamero takole zaznamo. Se vidi v srednji sliki, bolj svetlo območje, so pač prikriti iztoki, ki lahko nakazujejo, da če pa tam iščemo izvor in termalno vodo, pa mogoče z vrtino lahko dobimo večje količine. In pa ena impresija, kako izgleda pločni toplotni izmenjevalec, bomo pa potem še razne tehnologije videli, kako to deluje. Torej, razlika med plitvo in globoko geotermalno energijo predvsem v merilu. Merilu vseh, od kompliciranosti postopkov in zakonodaje, od tega, da vidite na levi strani vrtalno garnituro za vrtanje geosond, tole recimo en primer geosonde, preden je pač priklopljena v sistem. Na desni strani pa je vrtalna oprema za vrtanje 2-kilometrskih vrtin. Tako da vse to za sabo potegne seveda različne stroške, različno zahtevano znanje, da se to sploh ustrezno naredi. Kar se tiče pa sistemov rabe, torej v primeru globoke geotermalne energije iščemo povišano temperaturo, termalno vodo, plitve pa to ni potrebno, kar je to boljše, ker potem lahko dobimo praktično povsod. In pa plitva geotermija ima tudi to prednost, da vkolikor potrebujemo hlajenje oziroma klimatizacija prostorov, je v zadnjih letih zelo, zelo dobrodošla. Omogoča tako pasivno hlajenje, brez neke hude tehnologije vmes, v bistvu se samo točne črpalke dodajo in pa tudi za okolje je to bolj sprejemljivo, ker hlajenje omogoča v bistvu vračanje te odvečne toplote v tla in tako obnavlja naravni sistem. V tem primeru je potrebno vedeti način rabe, da se lahko potem tudi izračuna prednosti in slabosti obeh. Torej, dotaknila sem se že izvora toplote. Ne bom vam razlagala, kako je Zemlja nastala, to sigurno veste ali pa si lahko preberete. Kar je v primeru rabe geotermalne energije
zanimivo, je zgoraj imate graf, se pravičujem v angleščini, inštalirane kapacitete za proizvodnjo električne energije iz geotermalnih virov in lahko vidite vodilnih, mislim, da jih je 10 držav v svetu. To so Amerika, Indonezija, Filipini, Turčija, prva evropska država, Nova Zelandija, Mehika, potem Italija, kjer je bila postavljena leta 1903, je bila prvič proizvedena geotermalna elektrika, še zdaj imajo več kot 30 elektrarn, Islandija. In kaj je skupno vsem tem državam, geološko gledano, glede na to, kje ležijo? Geološko so aktivne, ne? Ja, to so zelo aktivna območja. Imajo vulkane, seveda na to so vezani potresi in vse to. In če gledamo na karto tektonskih plošč, se večinoma nahajajo ali na vročih točkah ali pa na robovih tektonskih plošč. Torej, tam je magma zelo plitva in zato so pač tudi tla bistveno bolj segreta kot drugje. Tudi na Islandiji že vrtajo v magmo, kar je super tehnološko zanimivo in težko. Ampak je uspelo, tudi Italija razmišlja o tem, tako da to bo tudi en izmed načinov, ki pri nas ne bo seveda izjemno premostljiv, ampak bo pa za tiste države lahko zelo pomembno za proizvodnjo geotermalne elektrike. Torej, Slovenija, imamo potrese, smo na aktivnem območju, nimamo pa vulkanov, aktivnih vulkanov, ampak to vseeno ne pomeni, da nimamo potenciala. Imamo drug način izrabe in pri nas je predvsem pomembna toplota, ki nastaja iz razpada radioaktivnih izotopov, torej mineralov oziroma elementov, ki so v teh mineralih, in da imamo dovolj prepustne cone, da ta toplota pride na površje. In da so ti minerali, to so večinoma v raznih magmatskih kamninah, da so čim plitveje. In v Sloveniji je to predvsem na območju severovzhodne Slovenije, kjer imamo zemljino skorjo, najplitvejše, nekje do 30 km je ta meja, medtem ko v zahodni Sloveniji je to lahko tudi 40 km in več pod Alpami. Kaj to pomeni za temperature? Torej, prvi pogoj, ki ga iščemo oziroma upoštevamo pri geotermalni energiji in izračunu kapacitet, je temperatura. Temperatura se izmeri, samo termometri so močno drugačni kot teh za ljudi. To je zelo relativno preprosto izmeriti. Zanima nas pa razlika oziroma naraščanje temperature z globino. Podala sem v bistvu 3 različne načine, da si predstavljate, kako je to v Sloveniji. Zgoraj sta 2 karti. Leva, kakšna je temperatura v globini 100 metrov pod površjem, desna je na 2 kilometrih pod površjem. In kar se takoj vidi, ogret je tale bolj rdečkasto-oranžen del, to je vzhodna Slovenija. Kot sem že rekla, tukaj je zemljina skorja tanjša, to je območje Panonskega bazena, Panonske ravnice, ki se razširi tudi na sosednje države. In tukaj imamo ne samo plitvejšo skorjo, ampak imamo tudi manj prepustne sedimente na vrhu, ki preprečujejo, da bi se pač območje ohlajalo. Zahod je predvsem kraški, najglobje jame ste verjetno zasledili, so odkrili novo jamo pri Bohinju, Kanin, to so vse iz več kilometrov in več globoke jame. Torej, mrzla voda po kraškem svetu pronica zelo, zelo globoko, zato je tudi temperatura tukaj nižja, se jo pa še zmeraj da za kaj uporabiti. Kar upoštevamo spet pri tem odvisno, ali iščemo plitvo ali tehnologije za rabo globoke geotermalne energije, je sezonsko nihanje. Teli repki so spremembe temperature z globino tal, eno je na vzhodu, pri Kostanjevici na Krki, drugi je na Bledu, v kraškem svetu. In vidite, da merili so, mislim, da približno vsak mesec, oziroma ob različnih mesecih, sezonsko nihanje zaradi sončnega obsevanja tal. Tako, ko je poleti asfalt vroč, se tudi tla, predvsem do globine nekje 20 metrov, se ta nihanja občutijo
Na nekaterih lokacijah to sega celo do 60 metrov recimo, globlje pa je temperatura stanj. In tisto nas pol zanima kadar rabimo večje moči in iščemo sploh termalna voda, kako hitro ta temperatura raste. In še desen graf, lahko pa vidite torej spet hladnejše območje, eno počasneje narašča na levi strani in pa višji geotermalni gradient na desni strani. Pač lahko na 1000 metrih v Sloveniji dobimo ali 30 stopinj na zahodnem delu ali pa mogoče celo 80-90 stopinj na vzhodnem delu. To je pa že bistvena razlika, na katero pa ne moramo vplivati. Pač tam, kjer smo, s tistim moramo delati. Ja, in zato se je na srečo v zadnjem času, v zadnjih desetletjih v bistvu se razvija področje pitve geotermije, ki ne potrebuje povišenih temperatur, torej nismo vezani na lokacije termalnih voda. In kako ti sistemi izgledajo? Večinoma so razni cevni kolektorji, po katerih se pretaka delovna tekočina, običajno je to voda, lahko jo mešamo s čim drugim zaradi boljše energetske izmenjave. Lahko so samo nekaj 10 cm globoko, lahko so poljubno, kakor smo sposobni izvrtati globoki, in to v bistvu je izvedljivo praktično povsod, kjer ni prostorskih omejitev. Trije sistemi so še na desni sliki prikazani, torej horizontalni kolektorji, voda, sistemi, ko črpamo in ponikamo vodo, in pa geosonde. Večino teh stvari mislim, da sem že povedala, predvsem pa je tukaj pomembno poznati energetske potrebe. Ker to, da rečemo, sploh pri večjih stavbah, mi bi pa zvrtali 10 geosond, pa jih rabimo, ne vem, 3, 4, seveda ima ekonomske posledice, pa še en kup enega dela, ki mogoče ni potreben. Tako da tudi pri pitvi geotermiji je najprej potrebno poznati potrebe. Koliko energije rabimo, potem pa že geologi pa energetiki povejo, koliko je treba vrtati in kje. Kot sem že rekla, termalna voda, najbolj klasična uporaba izmed vseh. V Sloveniji imamo 4 termalne izvire, ki se še vedno uporabljajo. Voda je, ste že bili kdaj v toplicah, ne? Ja, niso vse iste, verjetno ste opazili, ene imajo celo tako bolj črna voda, nekje mačkar diši ali pač smrdi. Nekatera voda je pitna, imate celo pitnike v toplicah, tako da ta sestava termalne vode je spet odvisna, kje se nahajamo v Sloveniji. Rumeno je vzhodni del oziroma območje Panonske ravnice. Tam so vode običajno višje mineralizirane, imajo tudi pline, ogljikovodike, CO2 in zato tudi niso ravno pitne vode, so pa lahko zdravilne. Medtem ko centralni del ima pa večinoma celo pitno vodo. Je v bistvu navadna podzemna voda, ki je samo toliko časa kroži po podzemlju, odvisno od lokacije, od 1000 do več 10 000 let, da ima čas, da se segreje in je potem pridobivana. Termalna voda ni ista po celem svetu, že po Evropi. Recimo mi imamo prav definirano, da termalna voda ima 20 stopinj. Na Madžarskem ima termalna voda vsaj 30 stopinj. V Bosni ima termalna voda, mislim, da 16 stopinj približno. Torej srednja povprečna letna temperatura zraka plus 4 stopinje. Tako da te definicije so lahko zelo različne, pač pri nas smo se odločili za 20 stopinj. In vse rabe termalne vode se vodijo večinoma po zakonu o vodah. Bom pa pokazala, kaj to pomeni. Čez nekaj časa, tukaj pa se vrnemo še na drug način rabe termalne vode, ki ga pa vse bolj promoviramo, je zaprt sistem rabe. Torej, ko rabimo toploto, ne govorimo o toplicah, o balneologiji, ko rabimo samo ogrevanje stavb, ogrevanje rastlinjakov, daljinske sisteme, si pa želimo, zaradi ohranjanja vodne bilance, da se vedno izgradi vsaj 2 vrtine. Črpalno vrtino, ki nam zagotavlja vodo, in potem, ko toploto odda, jo vračamo nazaj v isti vodonosnik. To omogoča trenutno zakon po rudarstvu, ki je bil prav s tem namenom postavljen, da v bistvu upošteva geotermični energetski vir. To je ena taka čudna beseda.
ampak pomeni zaprte sisteme s 100-odstotnim vračanjem, ki so pa lahko tudi plitvi. Torej tudi, ko imamo odprte sisteme, torej v bistvu plitvo geotermalno energijo, z dvema vrtinama za črpalno in pa ponikalno vrtino, v bistvu lahko gre potem, razen če je tako plitva, da ni treba. Zakonodaja v Sloveniji je razmeroma zapletena in zato predvsem termalna voda večino gre vse po zakonodaji o vodi, ker je bilo to nekje bolj tradicionalen pristop. Pa tle, če ostane kakšno vprašanje, potem vprašajte tukaj, nekaj ne bi preveč razlagala. So pa zaprti sistemi samo za skico, torej v Lendavi sistem, tole je črpalna vrtina najbolj skrajno desno, dol v Jašku, pod pokrovom, ki se uporablja za daljinsko ogrevanje mesta Lendava. Sistem v Münchnu, kjer imajo del, predvsem južni del Münchna, se sedaj ogreva na geotermalno energijo oziroma na termalno vodo z več kot 100 stopinjami Celzija. In pa en primer, kako se ogrejuje geosonda, so pa pač take zaprte cevi, tako da ne rabimo termalne vode, samo te cevi napolnimo s tekočino in pridobivamo toploto. Kako vemo, kje so vrtine in kje narediti novo vrtino? Sploh, ko gremo globje, ko se ukvarjamo iščemo termalno vodo. Težko je najbolj iskren odgovor, še za nas včasih je to težko, ampak obstaja na novo objavljena digitalna baza podatkov, ki pa vsebuje vsaj nekaj podatke o globokih vrtinah. Torej teh, ki so globje od 500 metrov, porazdelitev vidite na levi skici. To so bile vrtine, ki so zvrtane za termalno vodo, za skladiščenje plina, imamo mislim, da 5 takih vrtin v Sloveniji, za raziskave nafte in plina, tako da sploh, če želimo raziskovati vzhodni del Slovenije, so neke informacije že javno na voljo. Lahko tudi vidite na desni sliki tale zvezdica, to je pa naša najglobja vrtina, ki ne obstaja več, Ljutomer 1, ki je bila pa 4 km globoka. Tako da to smo že zmogli te globine in bi bilo lepo, če bi jih spet kaj raziskovali. Vidite, da so pa tudi po drugem delu Slovenije so vsaj tega, mislim, da so malo plitvejše, ampak kakšen kilometer pa dosežejo. Tako da raziskanost drugje je bistveno slabša, to pa ne pomeni, da verov tam ni, sam nobenih ni iskal, pa se s tem ukvarja. Torej, kaj to pomeni v praksi? Za termalno vodo je bilo zvrtanih, oziroma da bi se lahko pridobivala in raziskovala ne samo teh upoštevanih 109 vrtin, ampak sigurno približno 150 do 200 vrtin. Primerjali smo njihovo starost. In kaj se vidi? Siva je Slovenija. Večina je bila izvrtana tam do leta 2000, če smo čisto iskreni. Pač takrat se je malo vse to kombiniralo z raziskavami nafte in plina, razvijale so se toplice, novi hoteli, potem pa je ta količina novih vrtin strmo padla, kar se kaže tudi v tem, da ni nekih novih lokacij rabe. Torej tam, kjer so toplice, so nekih novih, razen par rastlinjakov, pa v zadnjem času ni in to je škoda, ker potencial je še vedno velik. Kako izgledajo vrtine, če boste kdaj na terenu videli, predvsem so velike, običajno, malo večje kot navadne te hišne vrtine. In pa trenutno, čeprav je bila v Ljutomeru, recimo je bilo na ustju pridobljenih voda s 140 stopinjami, v Murskem gozdu z 200, so v globini dobre skoraj 4 km, 3,8 km so zmeraj 202 stopinji Celzija. Trenutno uporabljamo termalno vodo s samo 77 stopinjami Celzija. Torej, imamo še cel spekter neizkoriščen. Tako da tukaj tehnološki razvoj oziroma nove ideje so vsekakor dobrodošle. S tistim, ki pa se lahko v Sloveniji res pohvalimo, to smo pa tudi, ko smo obiskali z ministrstvi, recimo Islandijo, ki slovi kot ena najboljših geotermalnih držav, je pa izkoristek toplote. Torej, v Sloveniji imamo, kot veste, številne prenove stavb za zmanjšanje energetskih potreb in to se pozna tudi na termalni vodi. Imajo sicer zahtevo v uredbi, v dovoljenju za rabe,
ampak temperatura, s katero izpuščamo odpadno vodo v okolje, je razmeroma nizka. Je nižja od zakonsko predpisanih 30 stopinj, zato ker celoten ta toplotni sektor oziroma razliko temperatur uporabijo za ogrevanje, ne samo za ogrevanje prostorov, za predogrevanje sanitarne vode, za recimo ogrevanje nogometnih igrišč v okolici Toplice in tako naprej. Tako da to nam pa tudi v svetovnem merilu priznavajo, da smo zelo, zelo dobri. Kje so rabe? Če koga zanima, se lahko o tem pač pol kasneje bolj ustavimo. Uporablja se na 30 lokacijah, predvsem spet vidimo tudi zaradi geoloških danosti na vzhodnem delu Slovenije, nekaj jih je pa tudi Portorožu, Cerkno in pa Vrhnika, recimo, ne bolj na zahodu, pa Bled. In raba je razmeroma raznolika. Tukaj niti ne bi bolj podrobno razlagala. Bi šli kar na konkretne številke oziroma prikaze. Eno je raba, oziroma tole inštalirana kapaciteta. Eno je svetovna primerjava in eno je, kaj imamo v Sloveniji. Zdaj vidite, zelo velik del v Sloveniji so geotermalne toplotne črpalke, torej plitva geotermija. Ker je to razmeroma preprosto, poceni in se spodbuja tudi z raznimi investicijami ekosklada. Rumeno in roza sta kopanje in plavanje in pa ogrevanje prostorov večinoma v termah, torej tradicionalna raba, vse ostalo so pa potem razne malo novejši sistemi rabi. Tukaj so razlike med leti. Leta 1994 je Lučko začel spremljati te številke. Smo opazno zrasli, torej z 41 na 300, več kot 340 megavatov. Je pa tako, da v zadnjih letih ta številka pa razmeroma stagnira. Kljub vsemu pa opozarjam na številko, da direktna raba ima recimo samo 17% inštalirane kapacitete, ampak če pogledamo, koliko energije se pa proizvede, je pa to kar skoraj tretjina, je pa 28%. Torej kljub temu, da ker skozi deluje in ker je res v uporabi so te sistemi, je količina proizvedene energije pa res opazna. Tukaj vidite trende dejanske proizvedene energije, torej vse, kar raste, so toplotne črpalke, oziroma je količina energije pridobljenih iz toplotnih črpalk. Ostalo se bolj ali manj stagnira in upamo, da bomo to pač z novimi spodbudami oziroma z novimi lokacijami lahko malo izboljšali. Tukaj bi predvsem spet izpostavila to dobro učinkovitost oziroma ko preračunamo, koliko toplotnih črpalk imamo na število gospodinjstev, smo zelo dobri. Smo v bistvu 8. v Evropi in v bistvu pred Nemčijo skupaj z Nizozemsko, kar je zelo za pohvaliti, se mi zdi. Pojdimo na zdravilišča in kopališča. Torej, tradicionalna raba. En primer vrtine, kako to izgleda, lahko so razmeroma preproste, ne rabijo biti tako velike, kot smo prej videli. Lahko vidimo izpuste, nekateri imajo CO2, nekateri imajo še kakšen metan, pa se to pač izpušča, če se ne uporabi za kakšne druge namene. Uporabljajo toplotne izmenjevalce, torej večina rabe, razen direktno v bazenih, je vse preko toplotnih izmenjevalcev. In pa zelo imajo dobre sisteme kaskadne rabe. Kaskadna oziroma zaporedna raba je prikazana na skici. Recimo Toplice imajo, v severovzhodni Sloveniji imajo 60 stopinj. Prvi del ogrevajo sanitarno vodo, ki je lahko vodovodna voda, jo samo segrevajo. Z preostalo toploto oziroma vodo, ki ima nekaj več kot 40 stopinj, predogrevajo radiatorje, potem spet ohlajeno vodo uporabljajo za talno ogrevanje in tako naprej. Ko je dovolj hladna, 30 stopinj jo dajo v bazene, potem mogoče nekatere terme jo dajo še za ogrevanje nogometnih igrišč in tako naprej. In s tem v bistvu dobiš ogromno energije iz razmeroma omejene oziroma ne prevelike količine vode. Potem pa večina lokacij oziroma terme zaenkrat vse odpadno termalno vodo spuščajo v okolje, v razne potoke in kanale v bližini. To
Torej, zakaj se uporablja? Klimatizacija, tudi nekaj se je uporabljalo za hlajenje prostorov in pa za sanitarno vodo. Nekateri direktno, tam, kjer je voda pitna, jo direktno uporabljajo tudi v tuših, kjer ni pitna, pa jo samo z njo segrevajo to vodovodno vodo. Torej, naš edini sistem daljinskega ogrevanja deluje v Lendavi. Tole so sicer slike iz sosednje Madžarske. Kaj je tukaj žalostno ali pač dejstvo, da je to edini sistem, čeprav jih imamo v Sloveniji več kot 100, da smo imeli dva sistema, imeli smo ogrevanje v Murski Soboti na termalno vodo, ki trenutno ne dela, oziroma že nekaj let ne dela, in imeli smo ogrevanje v Benediktu na termalno vodo, ki zdaj deluje kot v zaprtem sistemu, torej voda se ne proizvaja več, ampak je podobno kot geosonda, to nek zaprt sistem, ampak vsaj deluje. Kaj je treba tukaj narediti, da bi lahko imeli več takih primerov? Predvsem spremeniti oziroma prilagoditi stavbni fond. Ker termalne vode pri nas nekje pričakujemo, da bodo imele 60-70 stopinj, kar je premalo za direktno ogrevanje radiatorjev, recimo. Tako da prvi korak je prenoviti stavbni fond, da bo lahko deloval na nižje temperature ogrevanja. Torej, več talnega ogrevanja, več raznih teh ploskovnih ogreval in s tem se bodo hkrati znižale potrebe stavb in potem bomo lahko tudi termalno vodo uporabljali. Nekatera mesta že kar raziskujejo te možnosti, nekatera pa pač še niso tam. So pa območja, kjer bi bilo to razmeroma preprosto prideti do te termalne vode, dokaj dobro poznamo. Tretji način rabe so rastlinjaki. Trije rastlinjaki, ki so ogreti z geotermalno energijo, trenutno obratujejo. Rumeno vidite Terme Čatež, ki so bile sicer prvi rastlinjak, ki je uporabljal geotermalno energijo, ampak so pred nekaj leti nehali s tem načinom rabe. Drugi trije rastlinjaki so pa imata svoje sisteme, Grede Tešanovci pri Moravskih Toplicah, recimo pa uporabljajo odpadno termalno vodo iz Term 3000. Tako da je pa spet en primer v bistvu dobre kaskadne rabe, da voda ne gre kar prosto v okolje. Pri rastlinjakih se je tudi pogledalo, v bistvu, kaj je težava, zakaj nimamo več rastlinjakov z geotermalno energijo. Eno so sigurno prostorski plani, ker industrijski rastlinjaki, torej taki veliki rastlinjaki, se smatrajo kot potrebujejo stavbna zemljišča. Predvsem tam, kjer je potencial, v vzhodni Sloveniji pa veliko kmetijskih zemljišč. Čeprav v bistvu pridelujejo hrano, se smatrajo kot stavbna zemljišča, zato recimo tole je primer občine Dobrovnik, kjer so trenutno takoj dovoljeni rastlinjaki, vidite samo 3 majhne zelene kvadratke oziroma območja, vse ostalo je pa ali prepovedano, rdeče, ali pa z nekimi pogoji in spremembami OPPN. Tako da tukaj bomo lahko recimo povečali ta delež rastlinjakov, predvsem, ko bomo še sproti prostorske plane reševali. Kar pa tudi še ni izkoriščeno, je pa raba odpadne termalne vode v nekaterih termah v osrednji Sloveniji ali pa na jugovzhodu, kjer je voda pitna. Torej, ta voda, odpadna voda bi bila tudi primerna direktno za zalivanje rastlinjakov oziroma rastlin v rastlinjakih, tako da mogoče se bo tega tudi še kdaj lotil. Elektrika. Ja, torej, glede na poznavanje temperatur in pa geološke zgradbe, ne pričakujemo, da bo geotermalna elektrika rešila naše potrebe po elektriki v Sloveniji. To je pač zaenkrat dejstvo. Ima pa potencial za manjša mesta ali za samooskrbnost manjših sistemov. En tak pilotni projekt poteka, po mojem boste konec leta, drugo leto lahko tudi si ga šli ogledati. Poteka še zmeraj projekt SEGEO Electricity, kjer staro naftno plinsko vrtino so preuredili, vidite slikco, spuščajo, skozi eno cev spuščajo vanjo amonijak. Ko se ogreje, gre para ven in poganja turbino. Zadeva deluje,
Trenutno je stvar pač, kakšna je res kapaciteta tega objekta in v bistvu deluje kot globoka geosonda, samo da je delovna tekočina ne voda ali pa amonijak in proizvaja električno energijo. Koliko je te električne energije? Zdaj je to, da nastane elektrika, spreminjajo pa turbino. Neki balansirajo še sistem, tako da predvidena, pač načrtovana kapaciteta je bila 50 kW, kar ni grozno veliko, tako da zato upravo ne bo to rešilo Slovenije. Lahko pa pomaga določenim lokalnim skupnostim ali pa industriji, ki je postavljena v bližini teh vrtin. Ker pač teh vrtin, če grem kar naprej, teh vrtin, ki so dovolj globoke in so dosegle 100 stopinj Celzija, je bilo 62, ocenili smo jih na različne kriterije in najdeli smo iz teh v bistvu dejansko 5, ki bi bile še verjetno podobno uporabne. Z neko oceno pač, tukaj je tako, kakor se je dalo izračunati, približno 200 kW. Stvar je vrtine, ki so stare naftne vrtine, jih je treba ali likvidirati, torej zapoved pa cementirati, da jih ni več, ali pa z njimi nekaj narediti. In kot to nekaj narediti, je lahko to eden način, da se jim pač življenjska doba še podaljša, zraven pa dobimo še nekaj elektrike zraven. Tudi tukaj je spet potegne za sabo vse postopke prostorske, OPPN-je in pa zelo tak banalen vzrok, ki ga pa verjetno poznajo tudi lastniki sončnih elektrarn, bližina transformatorske postaje oziroma kako sploh pripeljati iz vrtine do grida vse te povezave. Več bo pa sigurno še se pojavilo kaj na medijih. Kar pa ciljamo čisto kot nove raziskave je pa iskanje vode, vroče vode oziroma pare dvofaznega fluida, da bi pa pridobivali to paro in bi delali elektriko. Ti primeri so znani ne tako daleč stran, v Bad Blumavu v Avstriji in pa v Veliki Cigleni, sosednja Hrvaška, v bistvu elektrarne obratujejo različnih kapacitet, odvisno od števila vrtin in rezervoarja. In pa Hrvaška na tem zdaj zelo, zelo intenzivno dela. Vrtajo tudi 5-kilometrske vrtine in raziskujejo pač koliko stopinj in kakšna količina vode lahko dobijo za proizvodnjo elektrike. Tako da tukaj predvsem nam manjka še ta prva faza, ki je sploh vrtati, ampak ko bomo to dosegli, bomo o tem tudi lahko o konkretnih kapacitetah in megavatih in tako naprej govorili. Je pa se pravi relativno blizu v Cigleni in pa Bjelovaru že deluje ta elektrarna nekaj let. Torej, kakšen je potencial, samo da si še mačkaj v prostoru predstavljate. To je prikazano kot globina do temperature 150 stopinj. Tudi okrog Ljubljane, sicer smo na 6 kilometrih, kar je tudi kar drago, da bi tam iskali, ampak vzhodni del Slovenije, predvsem res vzhodni, severovzhodni del Slovenije, ima dokazano dovolj velike temperature. Pa je pa samo stvar tehnologije, kako to energijo pridobiti, da bi se lahko elektrarna proizvedla. In zato tudi to je bil en izmed razlogov, da so v novem zakonu ZUMPE-ove za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, nekaj takega, so da dve možnosti, da se opravlja raziskave oziroma vse, kar je potrebno v okviru regulativnega poslovnika ali pa raziskovalne geotermalne koncesije. To pomeni, da ne greš po vseh standardnih zakonodajnih postopkih, ampak lahko določene stvari mačkaj prilagodijo, če se gre za neko novo in inovativno raziskavo oziroma tehnologijo pridobivanja električne energije. Tako da to je še tretja možnost v bistvu za razvoj globoke geotermalne energije. Kako pa pol ocenjujemo v bistvu stanje oziroma kaj se dogaja? Videli smo, imamo kar nekaj lokacij s termalno vodo, videli bomo še, koliko imamo sistemov plitve geotermalne energije. Geologi poskrbimo za trodimenzionalne geološke modele, tam, kjer je to potrebno, kjer so regionalni vodonosniki oziroma bolj razširjene plasti oziroma kot recimo za Ljubljano, ki je
se uporablja plitva geotermalna energija, podzemna voda, gradijo se garaže, ne, na tem območju, tako da imamo bolj podrobne modele. Potem poskrbimo skupaj s hidrogeologi in hidrologi za spremljanje stanja, koliko vode se odzeme, kakšne so spremembe temperatur, spremembe gladin v posameznih vrtinah in pa potem delamo simulacije. Tako, ko bomo pogledali en fizičen model, lahko vse naredimo tudi na računalniku in si predstavljamo na zgornji sliki, recimo je ponazoritev, kako se temperaturni oblak širi in tako za potegnanje zaradi toka vode. Na spodnji sliki je pa, kam teče v bistvu voda, termalna voda v severovzhodni Sloveniji. Tako da so razne metode, s katerimi probamo upravljati s prostorom. Mogoče lahko vmes samo, da malo popestrimo. Tukaj je na modelu vodonosnika, si pogledate, bo Simona pokazala, kako v bistvu kako se širi potem toplotni oblak. Najprej pa kar dodaja barvo, da si predstavljate, kje je gladina podzemne vode. Ker je odvisno od topografije, ne, kako globoko moramo vrtati, kakšna je globina do vode, kjer je hrib, moramo dlje vrtati, da pridemo do iste vode, oziroma istega vodonosnika, kot ga mogoče nekje drugi vidimo plitveje. Tako da zdaj vidite v vrtinah, ki je barvilo, rdeče barvilo dodana, lahko v bistvu si narišete na videzno črto, ki ponazarja gladino podzemne vode. Vmes bo ona to vse pripravila, se vrnemo še tja, boste videli, zakaj želimo to pokazati. Tole je pa ponazoritev sistemov plitve geotermalne energije. To je geoson, sistemov voda, zemlja, voda. Ja, ki jih je pomalo, ampak so tudi. Z zelo nežnim ozadjem vidite v grobem geološko sestavo Slovenije. Modro so predvsem aluvialni vodonosniki, to je peski prodi na aluvialnih ravnicah ob rečnih dolinah. Zeleno je bolj ali manj kras in pa rjavo je manj prepustne plasti, razne reflišne kamnine. In kaj vidite, večina geosond voda sistemov je na modrih območjih, ne? Je tukaj na rečnih ravnicah, v bistvu tukaj, kjer imamo veliko vode, kar ti več, če vodo črpamo, pa toplotno izrabljamo, je več dobimo, kakor če to delamo zaprti, dobimo več energije, kakor če to delamo zaprtimi sistemi. In pa tukaj je večja poselitev, ne? Ker tam, kjer so hiše, kjer so stavbe, tam so večje potrebe. Zdaj, s čimer se bomo ukvarjali, se že ukvarjamo, je pa gostota teh sistemov, ne? S tem, ko uporabljamo, spreminjamo temperaturo tal, vplivamo na temperaturo tal v prostoru in vprašanje, kaj se zgodi sosedu, kako mi na njega vplivamo, kako ona nas vpliva in kako se vpliva potem tudi mogoče na vire pitne vode in vsega ostalega, kar se pod površjem nahaja. Tako da ta območja, kjer so najgosteje prevrtana za sisteme plitve rabe geotermalne energije, bodo sigurno v prihodnje še kakšne zanimive stvari se dogajale, upamo, da ne vsak dobro. To, kar bo v bistvu pa zdaj ponazorila, pa že, ja, torej dodala je gor termopapir. Zdaj, ker vidite, je vse enobarvno, ker je pač ista temperatura vode. Zdaj pa spušča skozi eno vrtino vročo vodo. To je isto, kot če bi recimo delali klimatizacijo, imeli bi toplotno črpalko, poleti, ki je vroče, bi ona odvajala odvečno toploto dol v tla in sčasoma se bo pač, ko je te količine dovajane toplote dovolj, se začne temperatura tal spreminjati. To boste videli tako, da se bo pač ta črna barva termopapirja obarvala verjetno v svetlejšo, pa nekaj časa traja. Tudi v resnici, ne samo na modelu, tudi v resnici traja, ker pa odvisno od lastnosti, toplotnih lastnostih kamnin, toplotne prevodnosti, toplotne difuzivnosti, koliko časa traja, da tla segrejemo in ohladimo, ampak potem pa to tudi kar nekaj časa drži. In v bistvu, kar lahko delamo,
je, če po zimi, recimo, zdaj ne potrebujemo že ogrevanja, toplotna črpalka odvzema toploto ven, ohlajamo tla. Poleti imamo klimatizacijo, to odvečno toploto iz stavbe odvajamo v tla na isti način in znotraj tega leta, ko pridejo efekti, se to zbalansira. Na letni ravni se vrne nazaj v naravno stanje. In to je v bistvu cilj, da ne škodujemo, da ne ohladimo tal, ker če bi zdaj vsi po Ljubljani ohladili vodonosnik za 3 stopinje, pač mogoče to ne bi bilo najboljše. Je pa to tudi en izmed načinov, da recimo zmanjšamo efekt toplotnih otokov pod mesti, ker se zaradi parkirišč segreje, to toploto lahko v bistvu uporabimo za ogrevanje stavb. Tako da ta možnost kombinacij tehnologij in pa pač pretvorbe energije je zelo velika in zelo zanimiva. A se kaj vidi? Ja. No tako, pa zdaj, če dovaja vodo, ja, ne vidite, zdaj je v bistvu dokaj enakomerno v obe smeri. Se razširi to je, če nimamo toka vode. Zdaj mogoče lahko pa še dodaš na stran. Na eno stran pa, kaj se zgodi, če, tako recimo bi se širilo v geosondi. V geosondi ali pa, ko imamo sistem voda, brez izrazitega hitrega toka vode. Če pa imamo tok vode, ki fizično premika to vodo, boste videli, da čez čas se bo oblak usmeril v tisto smer, pač, iz katere teče, proti kateri teče podzemna voda, da bo pa zamaknilo. In na isti način, torej, da se ne igramo z modeli, pač delamo računalniške izračune. Eden tak primerov je tukaj prikazan. In v bistvu tako lahko ocenimo prvič, kako daleč ta vpliv sega, recimo ali sega na sosednjo parcelo, ali ne, ker pač če sega, moramo vedeti, da če hoče sosed imeti tudi tak sistem rabe, ali pa če imamo podzemno vodo, lahko pa to celo poveča izkoristek našega sistema. Je to za nas dobro, za soseda mogoče pa ni, tako da to je zelo pomembno poznati. Lokalne geološke pogoje, ker potem vemo oceniti, izračunati, koliko časa bo to delovalo. Ja, saj smo že zelo blizu zaključka. Ena precej nova stvar, sploh v Sloveniji, je podzemno skladiščenje energije. Tako, ker poznate, ko imamo bojler doma za ogrevanje sanitarne vode, uporabljajo recimo rastlinjaki, uporabljajo parafinske zalogovnike. To je za razne dnevna nihanja, da kompenzirajo. Podtalje oziroma podzemlje pa lahko uporabljamo za sezonsko skladiščenje energije, ker gre počasi, ne. Rabimo veliko energije dovesti, ampak če jo imamo, če je zastonj, če je veliko na voljo, jo lahko takrat, ko jo rabimo, uporabljamo. Tako zgleda, torej to rdeče znotraj tega so v bistvu geosonde, potem se grejejo tla. In kaj tukaj rabimo, oziroma kaj je predpogoj, da s tem sploh razmišljamo, je, da imamo zelo poceni toploto, oziroma zastonj toploto. In predvsem se podzemno skladiščenje sedaj razvija skupaj z solarnimi celicami, torej fotopaneli. Poleti, ko je prevelika proizvodnja elektrike, lahko bi se ta presežek spravljamo v toplotno energijo, ki ga potem po zimi uporabljamo. In mogoče potem za po zimi ne rabimo točnega sistema za ogrevanje, ker imamo že te presežke in smo lahko v bistvu znotraj čisto neodvisni od tudi grida, bom en primer pokazala. Kaj je tukaj lahko težava? Kaj se dogaja zaradi segrevanja in ohlajanja? Ohlajanje načeloma ni težava, ker mikrobi potem so manj aktivni, tudi za kemijske procese nekje niso zaznali slabšanje stanja. Lahko segrevanje tal pa lahko povzroči razne stvari, ki mogoče niso ugodne. To pomeni, da recimo, če tla preveč segrejemo, absolutno tega ne delamo v vodovarstvenih območjih ali pa kaj takega, ven iz tega, ampak lahko sprožijo mikrobiološke procese, ki sproščajo kamnine, ki sproščajo razne arzene, železa in podobne stvari, ki lahko sčasoma pridejo v podzemno vodo, tako da tudi to je treba zelo premisliti, kjer bomo naredili.
Ampak kolegi iz Deversofta, mislim, da bodo tudi oni še kaj kdaj razložili bolj podrobno, ampak smo izvedeli, da so letos že razvili tak sistem v Sloveniji. Torej, izvrtali so približno za 1,5 km geosond. Skupaj je to 55 geosond. Vsa ta vozlišča so v bistvu geosonde, skupaj je, ki so v prostoru oddaljene približno 20 metrov, od enega do drugega roba tega polja skladiščenja. To je direkt iz njihovega opazovalnega sistema. Geosonde za skladiščenje energije. To pomeni, da imajo solarne panele, ki proizvajajo odpadno toploto, plus imajo odpadno toploto iz tehnoloških procesov, pač ko imate server sobo ali pa neke inštrumente in opremo v industrijskih halah, nastaja toploto. To presežno toploto dovajajo v tla skozi geosonde in segrevajo tla. Recimo zdaj je v srednjem delu skladišča so tla že skoraj 43 stopinj. To bodo ves čas, en del sezone, ko bodo ti presežki bodo polnili, tukaj vidite spremembe temperature. Začeli so konca avgusta poln sistem, sedaj so že na 30-40 stopinjah. Želijo priti, da bi bil ta celotno območje kamnin segreto na vsaj 60 stopinj, da bi lahko črpali manj 60 stopinj drugo leto, recimo, ko bodo rabili ogrevanje in pol se to seveda spet, ko to uporabljaš, temperatura pada in da bi še zmeri konec ogrevalne sezone bila tla segreta na 30 stopinj, bi jim zadostovalo. Tako da, to je prvi tak sistem v Sloveniji, ki je tudi zelo dobro nadzorovan, tako da točno vejo, koliko količine in temperature gre v sistem, koliko bo šlo ven iz sistema, tako da bo zelo zanimivo videti, kaj se bo s tem v bistvu dogajalo prej. Ker veliki solarni proizvodni obrati lahko o tem razmišljajo pač kot en način za kompenzacijo tistih presežkov, ko mogoče se ne bo splačalo dajati elektrike v grid. Če imajo zraven uporabnika toplote, nekoga, ki rabi toploto po zimi. Na hitro sploh kar bom omenjala, predvsem v svetu, razmišljajo tudi o proizvodnji različnih mineralnih surovin oziroma kovin iz termalne vode. Sigurno ste že slišali za geotermalni litij. Litij je zdaj ena taka in element za proizvodnjo baterij za električne avte. V Nemčiji dejansko litij proizvajajo iz termalne vode. Želje pa raziskave pa potekajo še za razne druge elemente. Pri nas smo še na začetku, v bistvu v Sloveniji sploh še nima ocene, kje je mogoče in kaj bi bilo mogoče pridobivati iz tega. Tako da se pa po Evropi tudi že določeni primeri izvajajo. Če boste kdaj kasneje rabili kakšne informacije, sem samo dala na voljo par spletnih strani, kjer dobite od bilance do potencialov, do raznoraznih kart, razvoja zakonodaje, kako se lotiti vse informacije, tako da to je bolj za vednost. In pa za sklep, v bistvu upam, da sem vam pokazala raznolikost tega, kar imamo, kaj znamo uporabljati, da imamo tako naravno raznolikost kot tehnološko raznoliko rabo geotermalne energije, da imamo potencial, da rabimo v bistvu še kakšne dobre inovativne primere, kako to izvesti, ker s geologi mi lahko samo podzemni vir ocenimo, gor so pa energetiki in strojniki, ki morajo to izvesti, da je učinkovito. In pa, da v bistvu želimo, da bo skupaj z ostalimi obnovljivimi viri energije, v bistvu tudi geotermija doživela svojo, rečemo temu, renesanso, oziroma da bo kombinacija virov nam vsem pomagala, da bomo lahko imeli v bistvu bilančno ničelen vpliv na okolje, ker se da tako narediti, da v bistvu ne škodujemo dolgoročno v vsem tem sistemu. Mislim, da je to to. Pa čez 2 dni je svetovni World Geothermal Day, svetovni geotermalni dan, tako da želim vam topel dan. So ga pa uvedli šele pred par let.
tako da smo zanj slučajno izvedeli, da to sploh obstaja. Je uradno razglašen, tako da v prihodnje pričakujemo tudi kakšne aktivnosti v tem 17. oktobru, da se bomo tudi v Sloveniji organizirali pa še kaj tazga, promovirali geotermalne energije. Hvala. Hvala, dr. Mann, za zanimivo predavanje, da smo vedeli, kaj lahko storimo z geotermalno energijo, kadar po domačem okolju, kaj nas čaka v Sloveniji. Zdaj pa prosim za vprašanja. Takole boš. Fizik, pa mogoče astrofizik, me zanima, koliko energije sploh pričakujete, da je nekako spodobno termalno proizvajati, ker koncem koncev Zemlja se segreva, ne? In koliko termalno energijo spričamo, verjetno se podmali to nekako na temperaturi same Zemlje. Tle pa problem, ne? Koliko je sploh lahko povišamo, ne? Se pravi, koliko sploh lahko recimo moči črpamo iz te Zemlje, ne? Jaz razumem, da teče energijski tok iz Zemlje ven, ker je radioaktivnih razpadov, ampak koliko je potencijala tega, ne? Da pravzaprav ne zadenemo, kaj se je površina Zemlje. Mi ne bi, si ne predstavljam, da bi recimo površina Zemlje še za dodatno stopinjo segrevanja za termalnega izkoriščanja. Imate pa še take ocene v zvezi s tem? Številke vam ne bom dala. Zdaj, če je približen, ima kakšno idejo Duško, ampak ocene so, ker tudi mi tako ocenjujemo geotermalni vir. Govorimo o količini energije, ki je na nekem območju dosegljiva z določeno tehnologijo, tako da zdaj te številke se po jih primerjate, se zelo razlikujejo. Zdaj, kar mi želimo, je, da se ohranja neto, oziroma da se ne ustvarja trendov sprememb rabe temperature oziroma te energije v tleh. Torej, da ko gledaš letno bilanco, ne ohladiš in ne segreješ tam. In zato želimo, da so sistemi po zimi za ogrevanje, po leti za ohlajanje in da se to nekako skombinira, da ne vplivaš, da ni to rudarjenje, tako kot premog, ko ga izkoplješ pa ohladiš tla, ampak da v bistvu zbalansiraš vse potrebe, ki jih imaš po ogrevanju ali ohlajanju ali električni energiji in v bistvu je nula razlika, da nekako tako tehnološko narediš. To se zdi praktično nemogoče tudi famnega stališča, ne? A veste, ker entropijo ste povečali, ne? Nekje se to mora poznati. Nekje se pozna, ampak bilančno v času amortizacijske dobe projekta se pa to da doseči. Se da kar dobro doseči in tudi, kar vidimo, da mogoče lahko geotermalna energija oziroma sploh pitva geotermija pomaga, tla se ogrevajo. Torej so številke, kako zaradi klimatskih sprememb hitro se tla ogrevajo. Tudi podzemna voda, vendar so naredili izračune, v 100 letih se je segrela za 2,8 stopinja nekaj takega, kar je veliko. In če mi lahko v bistvu razliko porabimo, pa s tem vrnemo podzemno vodo nazaj na tisto, kar je bila. Tako da številke so, jaz res vam ne znam povedati megavatov in vsega ostalega, ampak čisto projektantsko težimo k nevplivu, da bilančno mora biti v bistvu stvar neutralna. To je zdaj cilj kombinacije teh tehnologij. Pa Duško poprav, če želiš. Jaz sem vprašanje malo drugače razumel. Mislim, da je se vedno. Ker predavateljica mogoče pozabila omeniti, kolikšen je toplotni tok v Sloveniji, mislim, zemeljski toplotni tok iz notranjosti. Znaša v povprečju nekje okrog 65 mW na kvadratni meter, ampak različno v različnih območjih. Posebej v vzhodni Sloveniji je nad 100, okrog 120, 130 mW na kvadratni meter. Drugod je tudi nižji.
tudi samo 30 do 40 mW na kvadratni meter. Ne? In če to pomnožite s površino Slovenije, dobite, koliko toplote izhaja konstantno proti površju. Ampak to, Imamo objavljeno. 2 megajoula, ne vem, zdaj na pamet govorim. Se pravi, 2 mW na kvadratni meter. Ne, če povprečje 65 mW na kvadratni meter za celo Slovenijo pomnožite z 20.250 kvadratnih kilometrov, dobite, koliko to toplote izhaja. Ampak to ne vpliva na segrevanje površja. Se ta toplotni tok je konstanten, skozi dolgo geološko zgodovino. Ta toplotni tok, vi ga morate še malo povečati, ne? Zakaj? Ali pa usmerjati ga morate, ne? Ta toplotni tok, ne? Vse se ga ne da. To je naravni proces. Seveda je naravni proces, ne? Ampak morate posebej, če uporabljate elektriko, ne? Nam to stvar višjo temperaturno razliko, ne? Mislim, tudi se mora dosest, ne, pa se pogovarjati, ne greš tukaj, reči Še kakšno vprašanje? Še jaz en primer, samo povem, Janez je bivši knjižničar. Zdajte, v nadevanje novih virov geotermalnih je potrebno vložiti veliko dela, truda in denarja. Ne? Ali pa obstajajo tudi že poznani vrelci naravni te energije, ki obstajajo, pa niso izkoriščeni. Jaz za enega takega vem. Namreč, ker na to energijo so tudi vezani gospodarski vidiki. Ne? Vsi vemo, da še nobene toplice niso propadle. Se pravi, je to nekaj donosnega. Se pravi, jaz vem za primer, v Smoviku toplice obstojijo, v Tuhinjski dolini, v Gornjem gradu so tudi najdeli, Gornjegrajski kotlini so tudi najdeli vir tople vode, ampak zaradi neusklajenosti lokalnih interesov, ker je ta vir na privatnem zemljišču, v Gornjem gradu toplic ni. V Tuhinjski dolini so se hitro uskladili med sabo in počeli toplice odprli. In tako, mogoče veste še kakšen dodaten primer. Hvala. Hvala za komentar oziroma vprašanje. Obstaja karta mineralnih in termalnih vodah, dostopna je na e-geologiji. Tam so v bistvu točke, sicer na nivoju Slovenije, pa pišejo kraji. Tako da probamo voditi seznam lokacij s pojavi termalne in subtermalne vode, torej tudi če ima 16 stopinj, jo imamo že zavedeno. Kot potencialni vir običajno oziroma pogosto pa se izkaže, da je premejhna količina te vode. Torej, bile so tudi zvrtane številne vrtine, recimo v Metliki je bila vrtina, ki je imela 28 nekaj tazga stopinj, Ormož ima vrtino, Mislinjska Dobrava ima vrtino, Sajovce pri Kostanjevci imajo vrtino. V bistvu je bilo precej ob izverih oziroma ob nekih indikacijah so bile tudi vrtine delane, ki pa niso imele 60 stopinj. In pol se je večina investitorjev odločila, da ta temperatura pa ni dovolj. Ali pa so imele 30 stopinj, pa je bilo samo 2 litra na sekundo vode, kar je premalo za karkoli so že hoteli imeti. Tako da je zmeri kombinacija temperature, količine vode, oziroma včasih je bil to omejitveni dejavnik. Zdaj, ko je plitva geotermija tako napredovala, pa lahko kombiniramo. Lahko sta 2 litra na sekundo dovolj za bazen, ostalo toploto pridobivamo z geosondami in recimo se lahko lokacija vseeno razvija. Tako da to, kar včasih ni bilo dovolj, mogoče se bo zdaj lahko razvilo v toplice, v rastlinjake ali nekaj drugega, ker se bo kombiniralo in termalno vodo in plitvo geotermalno energijo. To upamo, no? Ker je pa kar nekaj teh lokacij poznanih. Stopnja raziskanosti je pa zelo različna. No?
ko sem bil mlajši, sem hodil temperaturo meriti v različnih koncih, torej v izvirih. In vem, da okoli Sore je bilo en kup izvirov, ki so imeli 20, 25, 30, največ stopinj. Ja. Tako da to je mogoče čisto eno. Če poznate za kakšno lokacijo, bi šli pogledat še. Ja, dobro. Ja. Prav. Ne, res, to nas zanima. In mineralne in termalne vode, ker vodimo evidenco, no? Ker pride prav. Tudi kar vidimo, sploh ta zahodni del Slovenije, čeprav je hladen, čeprav so Alpe, kot sem prej rekla, kaj je Kras, ima termalne izvire. V Zlatolminu izvir ima 22 stopinj, Bled ima izvir 20-21 stopinj. Besnica je, tako da je, v Alpah je ta težava, da tudi če gremo globoko, spet ne dobimo 60 stopinj, dobimo 40 stopinj, kar nekaterim ni dovolj, ampak zdaj je tehnologija tako napredovala, da mogoče pa to dovolj, če skombiniramo pa solarno, pa ne vem kaj še vse, zna biti to že dovolj, tako da tudi Kopačnica, oziroma zdaj imajo vrtino, ampak jo je tudi izver, se odpirajo nove možnosti za te lokacije, ki so bile včasih, pogosto se najdejo ostanki bazenov, so se lokalci tam kopali in je škoda, da propadajo, ker so nekaj posebnega, so tudi nekateri so zavarovani kot naravna vrednota, tako da se pač ne sme razvijati lokacija, ampak je pa dobro vsaj vedeti, da so tam, da se jih ščiti. Tako da so tudi v Alpah, tam nekje do 24 pride voda, kaj več pa ne, nekih panonskih bazen. Kakšno vprašanje? Kaj pa Kranjska Gora? Nekaj vrta? Tam smo tudi vrta. Tam, kaj je bila težava? Količina? Ni bilo vode. Ja, ni bilo vode. 2200 metrov globoka vrtina. Žal, ja, investitor je želel, da se vrta točno med hoteli, Če bi mogoče vrtal nekje bolj južno, mogoče tam pod Prisojnikom, mogoče za del v globini 1000 metrov, še vedno karbonate, 1500 metrov, že vprašanje, ali bi že prišli v termokarbonske, zelo slabo krapunske plasti, ki so pod celo do to dolino, v bistvu. V bistvu eno so geološke osnove, ko rečemo, tukaj bi bilo fino, na koncu se pa odločiti, moja zemlja, tukaj bo vrdo, da izmeri ta... Sploh, ko se išče termalna voda, ko rabimo vodo, je tveganje večje, kot z nekimi plitvimi zaprtimi sistemi, ko v bistvu še zmeri toploto imaš. Tako da je odvisno, kaj rabiš, rabiš toploto, rabiš vodo, fizično kot vodo, se pa da že bistveno več stvari narediti, kot se je dalo 10 let nazaj. Tako da, kar imaš, se da uporabiti, to sem prepričana. V zvezi s tem še, na koliko metrov je zdaj spuščena gradbena vrtina brez gradbenega dovoljenja? Nekaj je sigurno, en menik je 30 metrov, ker pogledate v bazo, so vsi sistemi globoki 30 metrov, tako da to sigurno pomeni, da je tam nekaj, kar rabiš več dokumentacije, če greš globi. Simona, ti veš? Ali 50 ali pa 60. Ja, ali 30 ali pa 50, ne vem. Včasih je bilo pa 30, mislim, da so tudi znižali olajšanje. Ja, ker to pol potegne dovoljenja za sabo. Tudi če iščemo vodo, je malo več dela, kot če se dela geosonda, sploh pol tudi z nadzorom sistema, ampak se da, če to dela firma, ki pač ve, kaj mora narediti, se tudi da to uvesti. Kakšno strošku pa govorimo, se pravi, če je treba zdaj zvrtati 100 metrov, govorimo kaj 7,000 do 8,000 evrov, recimo?
naredila sicer ne čist klasično geosondo, bolj raziskovalna, kar pomeni, da bo malo večja, tako da je višja cena, kot je klasično, bo 100 metrov 15.000. Ampak tu je malo več, drugače mišljam, da je cena, koliko je tržna. Za geosondo pač niha je med 60 pa 80 na meter. Na meter. Z vsem materialom. To se pa predvsem podražilo. Ja, se je podražilo po zadnjih parih letih precej, opazno. Tudi za plitvo geotermijo so na voljo sredstva ekosklada, tako da je tisto, kar spodbuja, da je res teh sistemov več. Predvsem pa tukaj vidimo težavo, če se v bistvu res čisto zaradi impresije vrnem na tisto sliko, kje so lokacije. To so uradne lokacije, torej tiste pikce, ki sem jih pokazala. Tisto so uradni podatki iz baz za vodna dovoljenja, za tele pikce. To so uradni podatki, to so v bistvu lokacije, ki jih država ima. Vemo pa, da je ob tem še neznano mnogo vrtin brez dovoljenj. Torej, to je bistveno bolj črno v realnem svetu. In kar se nam zdi hudo, je, da če rečemo, da je 100 metrov 10.000 evrov, pogosto ljudje nimajo poročila o vrtini. Ne vejo, kaj so zvrtali, točno kakšna je geosonda, razen da rečejo, meni tu dela, pa toplo mi je v hiši, ne vejo nič. In je zelo težko vsem ostalim v tistem mestu svetovati, ker nimaš ničesa, na podlagi bi mu pomagal to svetovati. In tukaj se nam zdi zelo velika težava ta izguba podatkov. Ogromno denarja se vlaga v vrtanja, nimaš pa enega papirja, ki bi ti pisalo, ali je zavrtal v eno vrsto kamnin, ali v drugo, ali je bila podzemna voda, ali ni bila podzemna voda in je potem težko sejti neko upravljanje s podzemljem in pač ugotavljanje vplivov, ki so predvsem problematični, če imate industrijske hale, če imate velike objekte. Sej 3 individualne hiše niso problem. Problem je mesto, neka industrijska cona, pa naprej, če ni na koncu relevantnih papirjev. Na vodonosnem območju je dovoljeno uporabljati geosonde? Meni se zdi, da na nekaterih drugem je drugem in tretjem je. Geosondo je odprt sistem, pa ne. Odprt pa ne, torej na vodo se pa ne sme. Tudi obstajajo že, predvsem v tujini, obstaja že cement, torej ko to zacementiraš, obstaja termoizolativen cement, da imaš ta del, ki posega čez vodonosnik, v bistvu nima toplotne izmenjave oziroma ima bistveno manjšo, tako da se da tehnološko že precej dovršeno to narediti, da imaš res čim manjši vpliv. Ampak če se le da, se vodnih virov izognemo, na nekaterih pa je nedovoljeno. Torej tu se da pa preveriti, mora zmeraj posebej uredbo preveriti. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se zahvalil.